da ti da nekdo prostor, ker tudi kot nek mlad izvajalec, mogoče pač jaz nimam toliko izkušenj, ne, to je dejstvo, da ti da prostor, da se ti v bistvu tudi razvijaš. Vedno se nekaj pač v nas nabira in bi bilo škoda, da ne bi to mogoče dali na list papirja, vedno se ti zdi, pa to bi lahko bilo boljše, pa ono bi moral drugače narediti, samo to pač realno se mi zdi, da nima smisla, ker spreminjati ne moremo nič za nazaj. Danes ob skodelici kave gostim pevko Ano Grdodoljnik. Lepo pozdravljena. Dober dan. Ta podcast bo za mene še toliko bolj poseben, zato ker se midve druživa tudi drugače, teda tole ni najina prva skupna kavica. Vse to. Občutek je, kot da sediva tam v enem kafiču, lepo na kavici, pa to je to. Si drugače ljubiteljica kave? Kakšno piješ? Ja, vsako jutro podaljšano z mlekom, to je to. Nič posebnega. Ja, to je to. A si tudi drugače doma skuhaš ali greš v Ja, lokalček? doma, tudi v lokalu, kdaj pa kdaj, tako s kolegicami, če gremo, ne? Ampak pa po kosilu mi paše. Zjutraj pa po kosilu, nekako. 2 na dan je tvoja številka. Ja, zjutraj, da zaštartaš dan, da ti je lagodno, tak, ne vem, tista 1 urca zjutraj, to rabim. Zraven kavo spijem, pa da pol lepo dan začnem. Je kar pomemben ta dober štart. Če več kot 2 popiješ, ti ni okej? Pa ne vem, včasih, ko je res kriza, pa da je ful neko stresno obdobje, spijem tudi 3 kave, to priznam, ampak čutim potem nek, tako se mi zdi, da se to čuti, vsaj pri meni. No. Ja, da telo Neka vedeti. napetost, tako malo. Ja, glih sem imela prej eno gostjo in je rekla, da njena novoletna zaobljuba je v bistvu, da neha kavo piti oziroma da jo pije samo med vikendi in jo zamenja za čaj. Dobro, o tem bom pa razmislila. Kaj pa tvoje novoletne zaobljube? Novoletne zaobljube, v bistvu sem si sam zadala, da uspešno končam letnik na faksu. Aha. To, da sem čim več z ljudmi, ki jih imam rada, pa da se res potrudim, ker 1. februarja sem pol na EMI, tako da dosti treniram, dosti vadim in ja, bomo videli. Ja, se že tvoj današnji dan je bil kar naporen, kot si mi zaupala. Polno vaj, priprave na polno na 1. februar. Ja, vse je fajn, vadimo, všeč mi je ta ritem, rada delam, rada imam neko zaposlitev, da imam poln urnik, včasih pa tako samo sebe prehitevam, to mi je mogoče malo problem. Ampak okej, se veš razlog, zakaj. Ja, pač tako je treba, ne? Nekaj, če ne vložiš nekaj, ne bo nič. Tako vsaj razmišljam, no. To je nek moj moto. Zdaj na EMI se bo predstavilo 12 izvajalcev, med njimi si tudi ti in nastopala boš pod umetniškim imenom Ana. Kaj lahko pričakujemo? Nekaj novega, neko novo Ano mogoče. Se mi zdi, da neki širši javnosti še nisem toliko znana. Mogoče s talenti sem dobila neko publiko, ampak še vseeno to ni taka velika količina ljudi. In se mi zdi, da s tem bom pokazala neko novo sebe, da znam tudi iz svoje cone udobja stopiti, pa pokazati, da sem taka samozavestna, tudi mogoče bom malo zaplesala, bomo videli, ampak ja, to je nekak point. Sej v bistvu na Instagramu od Eme smo lahko slišali delček pesmi, a ne? Ja. Naslov je Čau. Ja. Zelo energična, zato verjamem, da ne boš mogla biti pri miru na odru. Ne, to se mi zdi, da se bi že čutilo nenaravno, da bi tam bila pri miru, tako da, nekaj koristnega. Ful, dobro, komaj čakamo. In kakšen stil je v bistvu tvoj glasbeni stil? V kaj se skušaš malo usmeriti? Ali nisi tako obremenjena s tem? Nisem obremenjena s tem, ker moram priznati, vem približno, kaj bi rada. Vem, da bi rada, da je tudi mogoče malo pop komad, stil sam tak. Drugače pa malo eksperimentiram. Zdaj pa se mi zdi, da sem s tem komadom res našla nekaj, v čem v bistvu slog, v katerem se dobro počutim. V bistvu se moram zahvaliti producentu, Krešimirju Tomcu, ki si je res vzel čas z mano za ta komad. Recimo in tudi, da sva skupaj razvila nek ta ravno slog, stil, ki meni paše, ki mi ustreza. Tako da moram mu res hvala reči.
Ja, se v bistvu ta pesem se razlikuje od prejšnjih, ki si jih izdala, ne? In v bistvu je tudi čisto normalno, da iščeš nek svoj slog, sploh v nekih, čeprav zdaj že niso več tako začetke, ne? Si že kar nekaj let ustvarjaš Ja. na glasbenem področju, ampak ja, da najdeš nek tak svoj glas, da se počutiš dobro. Pa tudi se mi zdi, da dosti doprinese, tako kot sem rekla, recimo sama ekipa, s katero sodeluješ, recimo ravno ta producent Krešimir, da ti da nekdo prostor, ker tudi kot nek mlad izvajalec, mogoče pač jaz nimam toliko izkušenj, ne, to je dejstvo, da ti da prostor, da se ti v bistvu tudi razvijaš, da se ti nekaj naučiš, da vidiš, to se pa tak dela, to pa mogoče nek kreativni proces, da vidiš, kakega ima mogoče on, se naučiš od tega nekaj, in pol tudi sama, recimo sem del zgodbe besedila zasnovala, ne, pol ga je pa vzela, to besedilo je vzela v roke pol še Krešotova žena, Špela, da ga je res izpilila, da je takšno, kot je zdaj. Mogoče je bila to neka zgodba, katero sem pač v istem trenutku mogla povedati, dati sebe in zato je to toliko bolj moje, mogoče. Ok, to je ful dobro. Pa tudi ti se verjetno zaradi tega počutiš bolj povezano s tem. Ja, lažje pripoveduješ samo pesem, se mi zdi, lažje daš to ven iz sebe, tisto neko energijo, da jo mogoče ljudje začutijo. To. Potem imaš tudi žilico za pisanje besedil? Ne vem, če je žilica, trudim se. Ampak ja, se mi zdi tudi za pesem Kam, ki sem jo izdala, sem sama napisala besedilo. Tisto je bilo, sodelovala sem z Aleksom Volaskotom. Tako da ja. Tako da bo še prišlo kaj izpod tvojega peresa. Pa ja, upam, rada bi čim več sama delala. Čim več. In na tem tudi gradimo, no. Čutiš v sebi to, da imaš neke zgodbe, ki jih želiš deliti? Ja, se mi zdi, da imajo to vsi. Vedno se nekaj pač v nas nabira in bilo škoda, da ne bi to mogoče dali na list papirja, pa tudi spremenili, tako kot sem rekla, v neko pesem, ker na koncu koncev to bojo tudi spomini, če bom gledala za nazaj, ne. Skozi življenje se bom vedno spomnila, glej, tu je bilo to, tu sem o tem razmišljala. Na tak način gledam na to, no. Bolj kot, ne vem, mogoče neko izražanje, evo. Tisto, kar čutim, pa da se imam fajn. Všeč mi je, da se začutim v glasbi, pa da sam uživam na odru, sploh pol z ljudmi, recimo, ne. Da vidiš, da mogoče poslušajo to tvojo zgodbo, ki jo pa ti hočeš njim povedati, pa predati. To se mi zdi, da je čar. To lepo, ja. Pa verjetno tudi neka sprostitev zdaj. Ja. Se mi zdi, da tempo življenja je mogoče tak hiter dan danes. Vsi nekam hitimo, imamo neke obveznosti in recimo, jaz se ful umirim, ko slišim en dober komad z nekim dobrim sporočilom, besedilom in tudi si želim mogoče ta občutek dati drugim ljudem. Sicer ta pesem zdaj, ki je na Emi, je malo bolj tak plesna, pa zabavna, akcija, ne? Ampak tudi mogoče pol bi prišle kakšne balade, ki imajo pa mogoče še globjo vsebino, no. Ja, se mi zdi, da se znajdeš v vseh slogih, no. In res ta umirjen ti paše in zdaj ta živahen. Pa ja, se mi zdi, da karkoli je, samo da je glasba, to mi je pomembno. Da se najdem, pa da mi je všeč, samo to mi je. Na Talentih si se predstavila s tujimi pesmimi, z drugimi izvajalci. Ne spomnim se točno čisto vseh, ampak tudi tam si šla bolj v poskočne ritme. Z zadnjo pesmijo. Zadnjo? Takrat sem pela, ker je bilo ravno decembra, so bili Talenti, finale so bile takrat. In sem pela All I Want for Christmas is You od Mariah Carey. Taka, mislim, zabavna izkušnja je bila, luškano je bilo. Zdelo se mi je, da je pasalo na čas, ne? Ker se je bližal Božič. Tako da ja, prvi dve pesmi, ki sem ju pa pela, to sta prva na audiciji, je bila Whitney Houston, I Have Nothing. Vse to so ene mojih najljubših pesmi. Pa I Surrender od Celine Dion je bila pol na polfinalu. Močne pesmi. Močne izvajalke. Ja. Ne, sej, mislim, se mi zdi, da pri takih stvarih, ko delaš neke coverje od drugih izvajalcev, veš, da nikoli ne moreš, mislim, vsaj meni se tako zdi,
ne moreš zdaj ti, da bi pa rekla, joj, jaz pa to tako hudo dobro odpojem, tako recimo Whitney Houston, ne moreš tega reči, ker je pač enostavno Whitney Houston, ne. Lahko se pa trudim, pa na nek svoj način to izpeljem, ker mi je pač pesem všeč, pa jo predam na svoj način. No, mislim, da si takrat navdušila in žirante in celo Slovenijo, tako da ti je to odlično uspelo. A te še ljudje prepoznajo iz talentov? Kakšne imaš situacije? Ja, včasih res. Še zdaj? Ja, dostikrat se zgodi, ker v bistvu, ko pojem za skupino Karneval zdaj, pokrivamo različne maturance, plesne šole Pingi, in pol se mi večkrat zgodi, da ljudje pogruntajo, joj, ti si mi tako znana, ne? Kam bi jo dal, pa jim klikne? Ti si bila na Talentih. Pa sem ja. Tako da, sicer je bilo tega več, ko sem dejansko pač, ko se je predvajala oddaje, no. Zdaj pa se je pač umirjeno. Tu in tam. Ja, tu in tam, ja. Tako da verjamem, da je bila ta tvoja izkušnja zelo dobra. Res je bilo fajn. Rada se spominjam talentov, ker se mi zdi, da je bila to neka taka odskočna deska. Predvsem, ker dobiš neko izkušnjo, ki je drugače ne moreš. Ne? Edino, kaj mi je bilo žal, da ni bilo publike. Tiste, ker je ravno to bilo v času korone, oziroma ne, ko smo to snemali, in ni smela biti publika prisotna. Ni bil verjetno isti občutek, kot bi bil drugače. Ne. Ne vem, publika te nahranijo, nekako v tem smislu, vsaj jaz to čutim. Tisti pogledi, pa ploskanje, pa pol še včasih, recimo na audiciji sem dobila ovacije, ne? Takrat je bilo nekaj ljudi v prostoru, pa za polfinale, pa finale pa ne. Žal, malo prikrajšane situacije, ampak verjetno en ta slab spomin bo pozabljen. Pa ne, se niti ni slab spomin, ampak tak, če bi kakšno stvar spremenila, bi mogoče to. Da bi lahko šla nazaj, pa bi rekla, ne, gledalci bodo, pol pa popolno, recimo. Si imela kaj treme, oziroma kako se nasplošno soočaš s tem? Sem imela tremo. Ja. Nasplošno mislim, da dosti so mi doprinesla recimo neka mednarodna tekmovanja. Jaz sem začela z 10 leti se ukvarjati s petjem pod mentorstvom Silveli Grosek. In ona je takoj rekla, glej, čim več rabiš nastopov, da dobiš neko kilometrino na odru, da ti je potem mogoče toliko lažje stopiti na nek večji oder. Ker ugotovila pa sem, da večja kot je množica, lažje mi je. Res? Ja. Zanimivo. Ne vem, fajn mi je to. Ne vem, to sem videla, imela sem priložnost pol po Talentih, da sem nastopila na koncertu Jana Plestenjaka, ki ga je prirejal v Stožicah. In tisto mi je pa... Vse takrat si bila ti tudi zraven. Ja. No, in se mi je zdela tisto res dobra izkušnja in sem šele takrat videla, tak sem gledala potem dol z odra, pa sem si mislila, kako je to fajn. Res? Ja. Pa polne Stožice, pač res je bilo ogromno. In sem si tako mislila, kako dobro. Jaz bi še. Res. Skoraj malo nepričakovano, ne? Glede na to, da pač je bilo res veliko. Pa tudi nekateri slovenski izvajalci, ki so še dlje časa na sceni in še niso imeli priložnosti stati na takem odru, ne? Ja, hvaležna sem za to izkušnjo. Če pač se ne bi predstavljala, Slovenija ima talent, tega ne bi bilo, ne. To je dejstvo. Ampak to je tudi, zato pravim, da je taka odskočna deska bil šov. No. Različne možnosti, sploh ta koncert. Ne vem, ta koncert še zdaj se spomnim, toliko mi je pomenilo vse skupaj. Res. Kaj pa najlepši trenutek na Talentih? Kaj ti recimo najbolj ostalo v spominu? Najbolj sem si zapomnila polfinale, pa tudi, ne vem, če si lahko zberem najljubši trenutek, ker jih je bilo več, res. Se mi zdi, da, ko so zlati lističi padali iz stropa, to mi je bilo top. Ja, se predstavljam. Ne morem pozabiti Ladota, ki je padel s stola, ker je bilo čisto spontano, jaz sem pa imela v glavi, zdaj, kaj naj pojem naprej, ali se mora vse ustaviti,
A ga grem pobrat? Ne, sem tako gledala, sem čakala, ok, kaj bo zdaj? Pa sem si mislila, ok, poj naprej, se je vstal, gremo dalje. Tako da, to je bila zanimiva, izkušnja, trenutek, dober, no. Pa polfinale, ko so razglasili, kdo gre v finale. Ker sem dost perfekcionist in se spomnim, da sem takoj po polfinalnem nastopu hotela celi cirkus narediti, ne, pač pri sami sebi, da to ni bilo pa zdaj izpiljeno do popolnosti, ne. Saj vem, da recimo včasih rabimo to, dostikrat si pa mislim, da mogoče ne rabim toliko komplicirati, da si lahko rečem, dovolj dobro je. To je bilo najboljše, kaj si lahko v tem trenutku dala od sebe. In to je to. Ne? Ampak zapomnila sem si pa res, to mi je ostalo v spominu, ko sem dol z odra prišla in je v bistvu zadaj ekipa, ki pač skrbi za cel potek, da so vsi pravočasno na svojem mestu in zraven tudi Miha Krušič. In on je bil sam tak, ne moreš se zdaj jokati. Ne, zdaj, to je bilo super je bilo, kaj kompliciraš, vrhunsko. Smo tak, dobro. Tako da se mi zdi, da sem v tistem trenutku mogoče rabila to, da je bilo ono, da mi je klik naredilo, ok, nehaj. Ne rabi biti vse popolno. Tako da si mogoče zamislimo v glavi. Ja, pa vseeno, če si perfekcionistka, to težko zdaj pozabiš, to po takih velikih trenutkih. Ja, ampak tu se mi zdi, da se tako vsi ljudje, tako ko razmišljam, da se je fajn samo malo umiriti, pa si res reči, bo kak bo, tudi pol, ko je že končana neka situacija, če smo se potrudili za to, smo delali za to, zakaj bi zdaj še dodatni pritisk samemu sebi dajal, ne? Ampak do tega spoznanja priješ pač s časom. Ja, to pa. Z neko kilometrino. Počasi. A še imaš s kom stike iz tiste sezone Talenta? Ja, ja? Imam. Z Markotom Stankovićem. Z Martinom Arbijem smo tudi bili skupaj na prireditvi EOF, ko je bila v Ljudskem vrtu v Mariboru. Deliri, ko sta bile, pa tudi v bistvu Suzana pa Julija sta v mojem spotu plesale. Tako da skr dosti ljudmi sem obdržala stike. Okay, zelo lepo. Se mi zdi, pa Tamijo sem tudi večkrat videla. Se mi zdi, da so vsi tako krasni ljudje so in smo se tudi tam povezali in so, ne vem, tak dober občutek je bil. Evo. Pa tudi Tajda, ko je zmagala potem tisto sezono, je tudi bila na EOF-u, na tisti prireditvi, kjer smo bili vsi skupaj. Ja, sem te odla vprašati, kdo je že zmagal? Ja. Ker zdaj je pa že toliko teh sezon, da težko slediš. Veliko je vsega, ja. Kaj pa, kje se vidiš tako, čez 50 let? Mogoče, da imam že kak album, da imam svoje, mislim, to bi bilo idealno, da bi imela svoje koncerte, take neke, imam cilje, ampak počasi. Vse se zgodi tako, kot se mora, tako da se malo prepustim samemu flow, nekemu toku, pa bom videla. Evo, trudim se, delam na tem, pa se mi zdi, da se spoznavam vedno več ljudi, s katerimi lahko pač sodeluješ in se dosti naučiš od njih. Pa si želim graditi neko kariero. Pa sej cilji morajo biti, zato da si pač usmerjen v tisto smer. Ja. Včasih si mogoče postavimo previsoke cilje, ampak vse to je tudi, mislim, zdravo po svoje, to je del življenja, ne? Ker bolj tudi razmišljam, mogoče tudi, če se kakšna stvar ne izide, tako kot si mogoče zamislimo, če se ena vrata zaprejo, se druga vedno odprejo. In nekako greš naprej. Glede na to, da si perfekcionistka, se vseeno potem prepustiš nekemu toku. Učim se tega. Trudim se. Doma imam tudi starše, se mi zdi, ki so, pa tudi brat, družina, ne, ki, recimo od brata sem se ful, ko ga gledam, on je ful discipliniran. Recimo, jaz to mogoče nisem bila tak fejst, ampak se mi zdi, da ko njega gledam, si mislim, čakaj, to bi pa ti lahko tudi malo prevzela, ne, pa tako razmislila, ok, to zdaj tak, pa malo bolj disciplinirano šla na stvari, ne. Pol pa hkrati mi pa vsi govorijo, da pač enostavno včasih ne moreš vsega. In da si vzameš čas,
da greš, tako sem rekla, nek flow, ne, da se prepustiš in da potem bo vse tako kot mora biti. No. Kaj pa drugače si takšna oseba, da ful obžaluješ kakšne trenutke v preteklosti ali misliš, da se vse zgodilo z razlogom? Mislim, da se vse zgodi z razlogom, ampak se mi zdi, da ljudje smo pač naravnani k temu, da se spomnimo za nazaj stvari, ki bi jih lahko naredili drugače, ampak vedno je tako. Vedno se ti zdi, pa to bi lahko bilo boljše, pa ono bi moral drugače narediti. Samo to pač realno se mi zdi, da nima smisla, ker spreminjati ne moremo nič za nazaj. Glavno pa je, da nismo, ne vem, da smo spoštljivi do drugih, tudi mogoče, pa da nekako gledamo, da smo vseeno dobri ljudje, ne. Drug z drugim, pa dokler se tega držimo, se mi zdi, da karkoli pač narediš napako, se to je normalno. To je del življenja, ne. Točno tako, pa da bo vse ok. Ja, na koncu je vedno. Čeprav se nam v nekem trenutku ne zdi, ko gre čas naprej, pa vidiš, da se je že moralo nekaj tako zgoditi, da je zdaj nekaj boljšega. Ne? Prej si že omenila faks. Kako ti gre to usklajevanje, glede na to, da si verjetno na več koncih, zdaj si verjetno tudi bolj vpeta v samo Ljubljano, prihajaš pa iz okolice Maribora, kako to usklajuješ? Moram priznati, da imam profesorje na faksu, ki se tudi prilagodijo. Mi malo ven pomagajo, tudi časovno mogoče. Tako da poskušam usklajevati vse. Imam prav urnik napisan, kdaj kaj počnem. Torej, postaješ bolj disciplinirana. Ja, o tem govorim. Ne? Bravo. Tako da nekako mislim, da se vse da, če se hoče in zato na tem tudi delam. Ker če si bom zamislila, da bo to šlo in če se bom dovolj potrudila, bo. Se strinjam. Kakšna je pa Ana, ko ni na glasbenem odru? Kako bi se opisala, da te poslušalci še malo boljše spoznajo? Kaj bi se opisala? Mogoče včasih z messy frizuro, s tako figo narejeno na vrh glave, v mojih prevelikih trenerkah in oblačilih doma, na računalniku, mogoče delam kaj za faks, mogoče tako, sam razmišljam, rada razmišljam o mogoče tem, kaj bi delala še naprej, kakšni bi bili novi projekti, ideje. To se mi zdi, da tako nekako samo pride včasih. Skozi vpeta v to, ne? Ja, tudi. Vedno je nekje zadaj. Vedno je nekaj zadaj, ker se mi zdi, da včasih v glavi, ne, da imamo kot nek računalnik. Ja. In potem veš, ne vem, mogoče se poskušamo osredotočiti na eno stvar in pol veš, tako se ti sam neko okence odpre, tako 3 okenca in pol tako vse skupaj razmišljaš, pa sploh pozabiš, kaj delaš. To se mi včasih zgodi. Ja, to pomeni, da ti možgani zelo delajo. Upam. Veš da. Ja, veliko se ti dogaja, veliko imaš obveznosti za usklajevati, tako da v bistvu čisto razumljivo. Če imaš kakšne druge hobije, kaj rada počneš? Rada jaham konje, to me sprošča. Drugače pa rada berem tudi. Predvsem kakšne te romane, pa kakšne mogoče psihološke knjige. To mi je všeč. Drugače pa ja, to je to. Mislim, v prostem času pa še rada grem tak na kavice z mojimi kolegicami. Mogoče na kak dober koncert. Si bila na kakšnem zdaj v zadnjem času? V Zagrebu sem šla na Eda Sheerana. Ja, mi je bilo ful fajn. Ne vem, tak dobiš tudi inspiracijo, ko gledaš neke take, mislim, zvezdnike. Kak mogoče je tisti že, kak oder je imel, pa kako prezenco ima, ne. Ti verjetno gledaš vse to skupaj z drugačnimi očmi, ne? Mogoče res. Si pozorna na neke take stvari, ko mogoče drugi niso. Všeč so mi detajli. In recimo Ed Sheeran je imel ravno te poslikave, varianta risanka, ne, v tem smislu, tudi sebe. In to se je med koncertom tudi predvajalo, pa tiste neke, ne vem, pač res dobro. Res. Wow. Mi je bilo všeč, mi je bilo fajn. Sicer bi morali še iti na Taylor Swift, sem fanica Taylor Swift, moram priznati, na Dunaju, ampak je bilo pol odpovedano. Aha. Škoda.
Verjetno na bucket list za naslednjič. Ja, samo zdaj se je ravno Eras Tour končal, ki ga je imela, tako da to mi je malo škoda, ker je res bil šov svetovno. Vse sem si film pogledala, znam, ni isto. Ja, itak. Bo pa zdaj kaj še boljšega. Upam. Ali je še kaj na tebi, kar bi nas presenetilo? Kakšna tvoja posebna lastnost? Mogoče, da sem res, res iskrena. Tudi včasih vem, da bi bilo boljše, da zadržimo neke stvari zase, ampak se mi zdi ta transparentnost toliko pomembna v življenju, da včasih se malo pohecam, tako svojim prijateljem, pa tako doma, ne vprašaj, če nočeš vedeti. Res. Ja. Tak, ne vprašaj, če nočeš vedeti, ker ti bom povedala. To je neka taka fora, ampak ne vem, to tudi mogoče ne pričakujem, si želim od drugih ljudi na te transparentnosti. Saj vem, da si jo vsi, mogoče me niti to ne dela tako posebno, ampak ne vem, taka pač sem. Lepo, saj tega v današnjem času manjka, tako da je to zelo lepa lastnost. Ja. In se mi zdi, da pri ljudeh to začutiš, no? Ko so iskreni, pa sam pač, da ti želijo dobro, to je pomembno. No, se to si pa malo tudi zdaj potrdila z ekipo, ki si jo našla, Ja, ki si jo že pohvalila in da si verjetno točno to iskala. ja, neko zaupanje mogoče, da vidiš, da ljudje vseeno verjamejo vate, pa da mislijo, glej, to boš, super si, gremo, ne, tisto akcijo. Zdaj pa haraj v tem smislu, ne. Ne vem, ravno ta producent Krešo, tako sem rekla, pa tudi zdaj v bistvu delam s kreativno ekipo za emo nastop. Miha Krušič, ko smo se spoznali na talentih, sem ga prosila, če bi mi pomagal. In to so tako zdaj pa tudi dogovarjam se z Jernejo Zembrovski, kako bova outfit naredile, ne. Vse to ga oblikovale, da se bom res dobro počutila in se mi zdi, da skozi čas sem tudi nabrala neke take ljudi okoli sebe, ki točno vejo mogoče, kaj bi rada. To je zelo pomembno. In so res pač profesionalci. Ker tudi jaz strmim k temu, da sem. Pa da ustvariš neko podobo, po kateri te bo še več ljudi prepoznalo, po kateri želiš biti prepoznana. Ja, to je cilj. Zdaj pa, kako pa bomo pa videli. Tako da komaj čakamo 1. februara, ne? Ja. Da vidimo premierno na televiziji. Ja, upam, da bo všeč v bistvu gledalcem, publiki. To je pa vse, kar jaz lahko rečem. Jaz sem se potrudila maksimalno, dala sem vse od sebe, trenirala sem. Zdaj pa, to je pa v rokah gledalcev. Bomo spremljali, zagotovo. Super, sem vesela. Imam pa še za zaključek kratko vprašanje za kratke odgovore. Ali si jutranja ali nočna ptica? Jutranja. Kaj je tvoja sladka razvada? Sladkorna pena. Vse povsod, kamor gremo, sploh zdaj, ko so ti božični sejmi in to, vse povsod imajo sladkorne pene, pa tudi poleti, recimo na morju, na hrvaški obali, ponavadi vedno so sladkorne pene in vedno si jo vzamem. Ker jo vidim, jo vzamem in jo jem. Ne vem, tako slastno mi je, tako enim ljudem čokolada, tako je meni sladkorna pena. Ful dobro. Kaj te najbolj usreči? Mogoče je to tak klišej, ampak tak neke majhne stvari, neki taki trenutki, kaj bi rekla, za Božič recimo, ko smo vsi doma, to mi je, ne vem, babi, dedi, pol moja starša, brat pa njegova punca, ki je tudi moja v bistvu ful kolegica, pa da sam vidiš tisto neko, pač svojo družino na kupu, ki te imajo radi, ti imaš rad njih, take stvari. Da se počutim tako varno pa udobno. To. Zelo lepo. To mi je najbolj. Kaj je mogoče, kakšna tvoja pomanjkljivost, da se je zavedaš? Ali pa kaj bi rada izboljšala? Mogoče, ne da sem lena včasih,
v tem smislu prokrastiniram. Ko je neka res stvar, ki se pa mogoče ne bi takoj lotila, ne bi takoj začela delati, da imam mogoče malo odpor, tisto probam odlašati. Ampak vem, da če se bom tega, ne vem, da bom to rešila v tisti sekundi, mi bo pol dosti boljše. Ampak pa samo odlašam. Pa je tako že, da je že malo čudno, ne? Tako da to moram narediti nekaj na tem, ker ni ravno dobra navada. Prvi korak je, da se zavedaš. Ja. Tako da si že naredila. Prvi korak je. Za konec me pa še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se ga še zdaj spomniš. Najlepši kompliment. Ne spomnim se, kdo mi je točno dal ta kompliment, ampak vem, da je bilo, pa tudi ena neznanka mi je to enkrat rekla v centru, tam nekje v Mariboru, da se ji zdi, da žarim, tako z neko pozitivno energijo. Ali pa to, da mi recimo mogoče kira kolegica reče, da se mi polepšala dan, ali pa mogoče take neke stvari. Ker se mi zdi, da tudi dan danes, tako kot sem že prej rekla, za ta tempo življenja, ne, se mi zdi, da vsakemu dost pomeni, če si nekdo pač vzame čas za njih, ne, in da mi mogoče s tem polepšamo dan, to mi dosti pomeni. Pa recimo tako, da te nek neznanec vidi na cesti, pa da se mu zdi, da nekako žariš, pa mogoče, ne. To, sicer, jaz ne vem, če vidim to tak na sebi, se mi zdi, da pač ne, ampak to je res tak najlepši kompliment, se mi zdi. Zelo lepo, zelo pozorno. Ja, tako. Še mene je presenetilo. Ful lepo. Ana, najlepša hvala za tvoj čas. Lepo sva poklepetali. Zdaj pa se gledamo na Emi. Hvala. Ja, upam, da boste gledali, pa da vam bo všečno.